Medtem ko so odrasli imeli sejo, pa so se tisti manj pomembni poslanci igrali z angleškimi poslanci. A ste videli ta majmuntanc? In kada to ne bilo dost, se je šel poslanec Pojbič še dodatno izpostavljati. Pojbič, zakaj ste na igrišču tako složni parlamentu se pa garbate? A niste tudi tam v istem dresu? V dresu Slovenije, a? To drži, vendar so parlamentarne stranke, kjer je logično, da imajo parlamentarne stranke različna mnenja o nekih določenih zadevah in temu primerno seveda potem tudi to, kar se v parlamentu dogaja. Zato pa je tako, ti materna! To je šport, le smo korektni, kaj pa parlamentu? Valjda stranke se krijate v domobrancih in partizanih, država pa crkuje. Dejte se še v parlamentu biti tako korektni, pa dejte skupaj špilati za dober rezultat. Igrajte na zmago, ne pa se predrkavati. Cure pizdakarske. Ne, mislim, ej. V hotelu Slon so se na zajtrku zbrali mnogi veljaki v svetu financ, vključno z ministrom Mramorjem, Torbjörnom iz Slabe banke in prelepim medijo iz NLB. Zajtrk vsak mesec organizirajo Američani, ker najboljši način nadziranja pomembnih ljudi v državi ni puška, ampak rogljički. In toast, in palačinke. In kot kaže, so za dobre diplomatske odnose potrebne iste stvari, kot za prekomerno težo in diabetes. In kaj se je dogajalo? Nič, večinoma moška zasedba se je pogovarjala in klepetala, verjetno o tem, katera banka bo naslednja dobila par milijard evrov. Ali pa nad vladi sveta, kaj se vem, ne vem. Vem pa, da je bil najbolj očarljiv trenutek tisti, ko si je medija poskušal izza zob spraviti košček zajtrka. Medija. A pa se je na zajtrku zgodil kaj smešnega, so imeli kakšnega stand-up komika. To ne, je pa Mramor poskusil s šalo. We are retiring the youngest. I could have retired 3 years ago because I fulfilled, but I thought, this is crazy. This is crazy, Mramor. So here's my number, so call me maybe. Mramor, ki se šali. To je tako, kot bi rekel, miši molk, ne se proba nasmehniti, a ni? Kdo je pa to napisal? So bili Američan, Rus pa Bosanci, se pa lahko že 3 leta nazaj v pokoju. Zakaj se pa nis? Mi te moramo zdaj tle poslušati. A se vi še spomnite, komu je Mramor podoben? You know what? I'm happy. Isti, zrezan. Ok, zajtrk smo povedali, pojdimo dalje. V torek dopoldne so na Ustavnem sodišču in na Ministrstvu za finance, danes pa tudi v predsedniški palači prejeli sumljive pošiljke, ki so vsebovale iztrebke. Ja, spoštovani pošiljatelj, ne vem, kaj ti ne rečem, ampak pošiljati drek na Ustavno sodišče in na Ministrstvo za finance, to je tako, kot bi drval v hosto nosu, ali pa kot bi šel v morje sol stresati. Stari, kaj ti ni jasen, ja, kaj ti ni jasen. Razen, če so pošiljatelji člani plemena Ndembu iz Konga, ki imajo nekaj iniciacijskih ritualov, ki vsebujejo valjenje po iztrebkih. Me zanima, ko so policaji analizirali pošiljko. Franc, leto pismo, zgleda kot drek. Ja, zgleda kot drek. Dej potipi. Ja, čutite kot drek, ja. Dej pokust. Ja, okus pa po dreku. Fak, hvala Bogu, nismo odstopila, stari. Prejšnji teden smo govorili o novem medijskem zakonu in o njegovih posledicah na slovensko glasbeno industrijo. Nismo pa se dotaknili druge alineje tega zakona, ki govori o sovražnem govoru in njegovi regulaciji v medijih. Zakon pravi, da mora odgovorni urednik medija odgovarjati za vsebino komentarjev in drugega audiovizualnega materiala bralcev, poslušalcev ali gledalcev. Odgovorni urednik mora tudi oblikovati pravila za izbiro in vključitev komentarjev ter jih javno objaviti na primernem mestu v mediju. Komentar, ki ni v skladu z objavljenimi pravili, mora biti v najkrajšem možnem času umaknjen. Kaj to pomeni za nas? Adijo internet, kot ga poznamo. A to pomeni, da je konec pozitivnih večerov ob srkanju čaja in branju prijaznih komentarjev
veselih in sproščenih ljudi. In to na vseh forumih in portalih iste, seveda, ne glede na objavo. Komentarji so vedno isto, a ne da so isti vedno. In recimo, tiš na stran o vrtičkanju in na njej objava z naslovom Vlaganje ozimnice za vsakogar z navodili za vlaganje. In poglejmo si komentarje. Kučana v zapor. Drug komentar. Ali lahko na enak način vlagam rdeče feferone? Lepo vprašanje. Komentar, odgovor. Prokleta prasica komunajzarska, ki ješ rdeče feferone. Vse vas bi bilo treba pobiti. Zalega rdeča. Lepo, toplo. Adijo internet, kot ga poznamo. Adijo. Takšnih prijetnih izmenjav mnenj ne bo več. Sem še prijazni pogovori kot kakšni Severni Koreji. Dolg cajt. Vsem osamljenim in prijaznim komentatorjem pa sporočam, mogoče še nov hobi, izdelovanje goblenov, rezlanje jaselc. Razmislite. Adijo, dobri stari internet. Živo. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.